Jaz pa tudi tako do maksimalno do 3 časov, da te vidimo fajn. Jaz pa v Gorico grem, jaz pa v Gorico grem, kaj boš pa delal tam, rezal bom sam. Po Gorici sva hodila, se rezati učila, če rezat ne boš znal, domov te bom nagnal. Jaz pa v Gorico grem, jaz pa v Gorico grem. Kaj boš naredil tam? Šprical bom sam. Po Gorici sva hodila, se špricati učila, če špricat ne boš znal, domov te bom nagnal. Jaz pa v Gorico grem, jaz pa v Gorico grem. Kaj boš naredil tam? Trgal bom sam. Po Gorici sva hodila, se trgati učila, če trgat ne boš znal, domov te bom nagnal. Če trgat ne boš znal, domov te bom nagnal. Spoštovane in spoštovani, že tradicionalno dobrodošli na današnji trgatvi potomk modre kavčine z Lenta, ki uspevata tudi pri nas na Konjiškem. Gre za potomki, kot že vsi veste, več kot 400 let stare modre kavčine z Lenta, ki se je v letu 2004 vpisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu. No in naša občina je že kar nekaj časa dom dveh žametnih lepotic, tele naše Škavčanke in pa Kartuzijanke. Čeprav bomo današnjo uradno žlahtno trgatev pa upravili samo tukaj v Škavcah. Zakaj? Trto Kartuzijanko so namreč že pred temle našim druženjem obiskali naši vinogradniki, seveda pod budnim očesom njenega skrbnika, gospoda Jožeta Tominška, in jo že tudi simbolno obrali. Je pa res, da tamkajšnje razmere, senčna lega, številni obiskovalci in pa tudi zanimiv živalski vrvež so njeno grozdje tam letos kar precej razrečili. Tako da tistih nekaj sadov bomo danes priključili tej bogati beri naše Škavčanke in potem bo to vse skupaj malo več izgledalo. V današnje druženje so nas popeljali, že tudi skoraj lahko rečemo tradicionalno, naši ljudski pevci, ki spadajo pod sekcijo Kulturno-turističnega društva Klokočovnik. Dajmo en velik aplavz za naše stalne kulturnike. Sicer pa bo v njihovi družbi tudi harmonikar, prav tako iz istega društva. No, z nami tam zadaj pa še en harmonikar, Amadej Androjna, ki bo pa potem tudi skrbel za to, da bo trgatev potekala v veselem vzdušju, tako kot se seveda za trgatev spodobi. No, da malo pogledamo v ozadje teh naših potomk, čeprav tukaj že škorci čivkajo o njih, ker jih vsako leto tako pridno obiskujemo in pogosto o njima govorimo. Skratka, škavskim potomkam tukaj v teh koncih ni bilo vedno ravno z rožicami postlano. Vemo, da je prva potomka, ki je bila že leta 2001 zasajena na vstopu v vinorodne Škavce v močni zimi v sezoni 2009-2010, je zaradi neugodnih klimatskih razmer pozebla. In da smo zato v letu 2010 iz Maribora dobili nov cepič potomke, mu poiskali tole novo, lepšo, ugodnejšo, tudi toplejšo lego tukaj v Škavcah in vse odtlej za njo skrbi gospod Dejan Brečko, sicer tudi nepogrešljivi član ekipe podjetja Zlati grič. Kot vidimo, se trta med nami dobro počuti,
To je videti tudi na pridelku, ki ga bomo pa danes skupaj v lepem vzdušju tudi obrali. Njeno rastišče je lepo oskrbovano, kar je potrebno povedati, tudi lepo označeno, tako da so obiskovalci mimoidoči opozorjeni na to, da tukaj raste res nekaj posebnega in da jo redko pravzaprav najdejo čisto samo. Tako da, spoštovane in spoštovani, dobrodošli na današnjem druženju, čisto vsi skupaj. Jaz pa na tem mestu vabim k besedi župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca, kot simbolnega gospodarja naše trte. Lep dober dan, spoštovani. Posebej pozdravljam gospoda Gorinška, tudi, ki je bil dolgo leta gospodar, skrbnik, tudi častnega občana in vse vas seveda vinogradnike, ki ste pomemben del našega okolja. Torej, nahajamo se v zelo čudovitem okolju, torej v Škavcah. Jesen je tukaj, barve se spreminjajo, zadaj vidimo, da se nekaj dogaja. Torej, Zlati grič bo pristopil k obnovi vinogradov. In Škavci so nekaj posebnega. Torej, ne poznamo okolja, kjer so vinogradi v mestu, tako kot je pri nas Konjica. Tradicijo treba nadaljevati in tako je tudi prav. Jaz se zahvaljujem seveda in Jožetu in Dejanu za to, da skrbite za to. Torej, občina Slovenske Konjice bo skrbela za to, da se bo ta tradicija nadaljevala. Jaz pa seveda želim, da bi Škavce kot takšne, pa tudi seveda druga okolja v naši občini, bila še bolj obiskana, kot so bila do sedaj, in da vse to, kar počnemo, ima v konec konca tudi nekaj smisla. Torej, hvala lepa, da ste danes udeležili in lep dan še naprej. Vsi dobro vemo, naša trta Škavčanka uspeva v tem idiličnem okolju naše galerije vinogradov, kjer je svoje mesto že pred leti našlo podjetje Zlati grič, zato sedaj na tem mestu vabim k besedi direktorja, gospoda Silva Žižka. Zdaj ste mi s tem protokolom malo zamešali mojo idejo, ker jaz mislim reči, da za mano nekaj raste, pa se pred mano nekaj dogaja, zdaj moram obrniti. Skratka, pozdravljeni na posestvu Zlati grič, tako kot zmeraj, zelo smo veseli, da ohranjamo neko tradicijo. O potomki, jaz ne bom dosti govoril, ker raste točno na sredini tistega, na kar smo pa mi zelo ponosni, to pa je, da smo v lanskem letu obnovili skoraj 3 hektarje vinograda, da v letošnjem letu nameravamo obnoviti 5 hektarjev in jaz mislim, da pravzaprav, če bomo s tem tempom nadaljevali, bo na koncu naša oskrbovanka in ljubljenka postala edina stara v tem okolju. Tako da res upam, da vi živite z nami enako zgodbo, kot jo doživljamo mi. In res z veseljem vsak dan še zmeraj pogledam na to prekrasno pokrajino v neposredni bližini mesta Slovenskih Konjic. In jaz upam, da se bo ta zgodba o uspehu in o krasotah tega področja nadaljevala še v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. No, preden pa nadaljujemo in spregovorimo še nekaj besed o potomkah z vinogradniki in tudi z obema skrbnikoma, predlagam za en kratek glasbeni predah, za katerega seveda naprošam naše ljudske pevce. Piti da me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez
vsi! Vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Tebi porumeno, čisto zlato, tebimo pošteno, žahto blago. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Svoje žive dni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Tako pesem naredi svoje vzdušje, zdaj smo že malo bolj sproščeni, bolj se približujemo trgatvi, tako da ko bo nastopil ta čas, bo že ravno prav. Sedaj pa bom najprej k besedi povabila predsednico Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, gospo Ivano Podkrajšek, da nam pove nekaj besed o tem, kaj pomenita ti dve potomki pravzaprav za samo društvo in pa tudi ostale potomke, ki vemo, da še uspevajo na Konjiškem. Potem pa seveda vabimo k besedi najprej gospoda Dejana Brečka, da malo pove, kako je skrbel za našo Škavčanko, in pa gospoda Jožeta Tominška, da pove še, kako je šlo naši kartuzijanki. Čudno zgleda, ja, gor že. Vsem skupaj en prisrčen pozdrav in dobrodošli na naši delovni akciji, to je na najlepšem delu, na najlepši prireditvi, to je trgatvi, se pravi trgatvi potomke. Vinogradniško-vinarsko društvo Slovenske Konjice združuje male vinogradnike, nekaj večjih in enega velikega v skupnost. Pravzaprav se moramo zavedati tega, da ni vinogradništva brez malih vinogradnikov in so ravno tako pomembni. Z njimi v bistvu sodelujemo s tem, da širimo znanje o vinogradništvu, vinarstvu, predvsem pa tudi o kulturi pitja vina in o pomenu vinskega turizma v tem širšem okolju. Združujemo se, združujejo nas pa tudi potomke. Potomke na Konjiškem, dve uradno prinešeni in posajeni, ki rodita, in še pri članih so tudi zasajene potomke na osnovi njihovih prizadevanj za vinogradništva. In kot vinogradniki nekako bomo skladiščimo po novem oziroma predelujemo ta sad. Enega imamo spravljenega skupno, tako da ta potomka je dragocena in jo bomo tudi letos probali skupaj skletariti. Skletaril bo pa naš letošnji vinar, to je Marjan Kobale. S takim druženjem, kot nas druži potomka, ki je pač razsajena širše, mi želimo obogatiti ta vinski turizem in upam, da v tem času ne pozabimo, da se še bomo dolgo družili med temi vinogradami, čeprav vemo, da je zdaj takšen čas, da je večinoma vse bolj mobilno in pa vse drugače, čim manj je besed. Tako da želim, da potomka bo uspevala naprej, mi se bomo pa trudili, da bomo ta zlati sad pač predelali v najboljšo kapljico. Bilo rečeno, da še jaz povem, čeprav en lep sončen topel pozdrav tudi v mojem imenu. Hotel sem reči to, da je malo nehvaležno za 3-4 govoriti, ko ne veš več, kaj bi povedal. Ampak kljub temu, kot sem rekel, lepo pozdravljeni. Potomka do letošnje spomladi je bila ta mlajša v tem okolju. V roku 2 let se bomo malo spremenilo, tako kot je naš direktor povedal, bomo malce spremenili, ne fejst, ampak neke minimalne korekture terena pridejo, ampak predvsem pa pridejo zasajeni mladi, bolj trsi, ki imajo večjo sposobnost rodnosti in pa seveda tudi dajati boljšo kvaliteto. Ker nažalost imamo zelo stare vinograde, ne bom rekel koliko. Tudi zaradi tega smo letos natrgali temu primerno količino. Tako da
grozdje na trti, ki je pač mlada, ta konkretno je stara 9. vegetacijo, je kar primerno obrodila za to okolje. Mogoče malo za osvežitev spomina, tudi letos nas je malo ena rahla pozeba obiskala, tako da tudi tu je šlo eno tretjino pridelka, pa potem so še bile ene 2 točke, ki pa niso postile nekih posebnih poškodb. Torej, da še jaz povem kakšno besedo. Se res, da ni kaj veliko dodati, ker je o trtah, če ravno o trti in vinu se da govoriti skoraj toliko o ženski, veste, ženskega spola, in se da marsikaj povedati, tudi tistega, ko se ne vidi, oziroma ko mislimo, da je bilo, pa da bo. Včasih se nam v Kartuziji tudi tako dogaja, da mislimo, kako bo, pa narava malo trta, malo pa tudi druge stvari naredijo, da ni vse tako, bi si želeli. Kljub vsemu pa, kot je bilo povedano, trta v Kartuziji in ta v Škavcah, jaz verjamem, da nas bo družila z razumevanjem lokalne skupnosti in vseh teh, ki prihajamo in pač tudi v določeni meri namenjamo svoj prosti čas, ljubiteljski, da te stvari tečejo, da ljudje skupaj pridemo in da ključni ali pa tisti obiskovalci, ki pridejo v Konjice, tudi pogledajo trte, kako skrbimo za njih. In jaz mislim, da je s tem tudi ta namen dosežen, zakaj so trte v Konjice pač bile prinešene. Kot je predsednica omenila, da so to 2 uradni trti, to so tiste, ki jih je dalo županstvo mariborsko. Drugače pa trte, ki pa so bile tudi z moje družine predvsem podarjene vinogradnikom, so prav tako žlahtne za testom, ni pa seveda to preko občine, ker tega protokola pač ni potrebno, ker lahko trto žlahtno za testom vsak kupi, če je pravočasno na mariborskem lentu, spomladi, ko je res, se trte prodajajo. Tako da kar imamo nasajenih, so vse žlahtne in vse so potomke, nekaj je potomk matere, nekaj pa že hčerke. Jaz verjamem, da bo, ker upanje umira zadnje, da bomo pa drugo leto pa resnično uspeli nekaj tam pridelati, da bo res pripomogla trta tudi temu skupnemu vinu, ki ga bo društvo stekleničilo v protokolarne namene oziroma namene ob določenih priložnostih. Tako da bi se vam zahvalil za prisotnost tudi za vse tiste obiske v Kartuziji, ko hodite gledati. In jaz upam, da se bomo na tak način, če nam bo zdravje naklonjeno, družili še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako sedaj pa počasi besede na stran in torej pljunemo v roke, bi rekli po domače, in gremo v akcijo, torej na trgatev. Sedaj bomo seveda prosili za tehnični suport gospoda Dejana Brečka, gospoda Jože Tominšek bo še pri tem pomagal. Seveda pa k trgatvi prosim, da pristopita župan, gospod Darko Ratajec, direktor podjetja Zlati grič, gospod Silvo Žižek, predsednica vinogradniško-vinarskega društva, gospa Ivana Podkrajšek, oba skrbnika seveda. Vsi ostali pa seveda vabljeni, da si to trgatev ogledate, da jo spremljate. Na harmoniki nas bo spremljal Amandej Androjna, potem ko se bo on utrudil, bodo še pevci kakšno zapeli, tako da verjamem, da bo luštno. Thank you.